V tem svetu, ki mu pravimo človeštvo, smo vsi eno. Pozdravljeni, moje ime je Ermina Džafič, sem podjetnica, coachinja in mentorica. Za vse tiste, ki me ne poznate, sem pripravila kratko predstavitev. Sem srečna oseba, ki živi svoje poslanstvo. Sem mama 2 sinov, enega starega 19, drugega 15. Svoje življenje delim in gradim s svojim partnerjem že 29 let. Vsi 4 pa smo aktivni člani Društva za zaščito živali Kranj, kjer pomagamo muckom. Zelo rada potujem in moja najljubša destinacija je Florida. Podjetnica sem od leta 1999. V Spar centru v našem kraju sem imela 16 let lokal. Za svoje podjetje sem delala v računovodstvu, zaposlovala, vodila nabavo, skratka vse, tudi fizično delala kot gostinka. To sem delala iz 2 razlogov. Prvi je bil ta, da sem vedno ohranjala kontakt s svojimi strankami, drugo pa zato, da sem lahko razumela svoje zaposlene. Avgust je. Vroče toplo popoldne in piše se leto 2016. Z mamo sediva na balkonu, pijeva kavo, ko mi ona sporoči, da se je končno odločila, da se bo po 43 letih zakona ločila od očeta. V tistem trenutku se mi je pojavilo 1001 vprašanje. Hladen pot me je oblil. V trenutku sem imela glavobol. Za mamo sem bila zelo vesela, za očeta sem pa vedela, da vstopa v najtežji del svojega življenja. Njuna ločitev je bila zadnja kaplja, ki se je že v tako polnem loncu vseh mojih podjetniških skrbi, napadov tesnobe, notranjega nemira prelila. Dovolj je bilo, telo je obstalo. Mišice v vratu in ramenih so se mi zakrčile tako hudo, da sem jokala od bolečine, rok pa tako in tako nisem mogla uporabljati. Moja bolezen je trajala dobre 3 mesece. Na začetku sem se počutila kot žrtev, potem pa sem začela delati na sebi in ugotavljati, kaj za vraga sem delala, da je moje telo tako klonilo. Začela sem poslušati glasbo z različnimi frekvencami, potem Louise Hay, Wayne Dyerja in danes sem hvaležna piškotkom in Googlovem algoritmu, ker mi je pošiljal relevantno vsebino glede na moje iskanje. Takrat je v moje življenje vstopil Neale Donald Walsch in njegove knjige Pogovori z Bogom. Prvi del trilogije me je močno zaznamoval in odgovoril na veliko mojih vprašanj. Dobila sem notranji mir, boljšo pozitivno razmišljanje. To boljše pozitivno razmišljanje je vodilo k boljšim poslovnim rezultatom. Skratka, dobila sem sebe. Odprlo se mi je novo okno. Danes pišem vsak dan dnevnik zahval. Delam jogo, meditiram, vzamem si čas zase. Moji mentorji v življenju so Tanja Skaza, Aleksandar Šinigoj, Nataša Kogoj in še bi lahko naštevala. Ponosna sem na dejstvo, da sem med drugim tudi ambasadorka Tanje Skaza njenega gibanja Spremembe vredna. Kaj trenutno še delam? Imam 2 e-trgovini, eno na platformi Etsy, drugo na platformi Amazon, ki verjamem, da je vsakomur poznana. Poleg tega vodim tudi delavnice za osebnostno rast in delavnice na ta način, da začnete delati prve korake. Drugi del delavnic so pa umetniške narave, kjer ustvarjamo s flomastri in to dvoje sem sestavila v podjetniškem krožku, ki ga vodim na osnovni šoli. A se vam je že kdaj zgodilo, da ste na primer šli v trgovino, pa želite samo neko informacijo o produktu, pa vas prodajalka napoti na drug oddelek, ker pač to ni njeno delo. Ali pa recimo, da greste na občino ali upravno enoto, ker bi radi uredili neke dokumente, pa vam gospa na drugi strani reče, da greste v drugo ali tretjo pisarno. Mi kot podjetniki si tega ne moremo privoščiti. Ne moremo reči, to pa res ni moje delo, vprašajte na drugem oddelku, ali pa jaz delam samo tisto, za kar sem plačan. Mi kot podjetniki smo duša podjetja. Mi smo tista oseba, ki skrbi za celoten posel, za zaposlene, nove produkte, naročila, stranke. Mi smo tista oseba, ki bo poiskala rešitev. Če ne vem, bom pa nekoga vprašala. Mi smo oseba, ki razume, da moramo delovati kot celota z vsakim, če želimo obstati. Razumemo tudi, da podjetnik, jaz kot podjetnica, sem odvisna od svojih zaposlenih, ti zaposleni od nas, mi vsi pa od strank.
in stranke naše so srce našega posla. Trenutna situacija nas je pripravila do nekega novega razmišljanja, ker ne vemo, kako se bo vse to končalo, kaj je sploh smotrno delati oziroma kaj ne. Absolutno pa se pojavljajo tukaj vprašanja za prihodnost, in sicer, kdo bi rad bil oziroma bila, ko se vse to konča, kaj bi rada delala, kdo bom, če ne naredim nič. Odgovori na ta vprašanja so me pripeljali do 4 dogovorov, ki sem jih sklenila sama s sabo, na katerih področjih bom delala in to delam. Področja, ki so meni zelo pomembna, so delo na sebi, pridobivanje novega znanja, posel ter zaposleni. Ko sem v preteklosti postavljala si neke cilje, sem imela pomisleke, dvome o sebi. Ljudje okoli meni ne, jaz sem pa dvomila o sebe. Kdo med vami ima tako izkušnjo? Tukaj vas želim nagovoriti in vas malo spodbuditi, da se postavite res ti cilje. Dogovorite se tudi vi sami s sabo, da boste delali. Napišite točno rutino dnevno, kdaj boste delali, koliko boste delali, ali bo to za posel, ali bo to za osebnostno rast. Bodite sami sebi najboljši navijač, kar ste lahko. Utišajte ta notranji glas, ki vam pravi, da tega ne zmorete ali da to sploh ni možno. Morate narediti ta del. Mi moramo narediti ta del zase in za skupnost. Moramo razviti to mišico. Delo na sebi si najdete nekaj, kar vas sprošča. Bodisi da je to meditacija, sprehodi, glasba, nek šport. Fokusirajte se boljše na pozitivne misli. Izklopite vse negativne informacije. Bodite obveščeni, ne pa preobremenjeni z novicami. Naredite sebi tablo vizij oziroma vision board. To je tabla, na kateri bojo fotografije, ki predstavljajo vaše cilje. Pridobivanje novega znanja je v tem trenutku ključno. Lahko se prijavite na brezplačne ali plačljive webinarje. Dobivajte ključna znanja na tistih področjih, kjer ste šibki, kjer bi rabili še nekaj, naprimer, spoznavanje zakonitosti socialnih omrežij, e-trgovine, oglaševanje in tako dalje. Spremljajte domače in tuje uspešne osebe. Pri nas doma jaz spremljam gospoda Aleša Lisca glede marketinga, gospoda Roberta Roliha za finance, od tujih, sploh Američanov, sta mi pa najbolj ljuba Dean Graziosi in Toby Robbins. Moram priznati, da jaz sem bila gostinka 16 let in mi kot gostinci smo imeli že svoj prvi test, takrat, ko se je uvedel protikadilski zakon. Ko je zakon stopil v veljavo, nam je odrezal več kot 30% prometa. Vsi stroški, obratovalni, najemnina, elektrika, zaposleni, vse to nam je ostalo. Iskala sem rešitve. Takrat sem tudi spoznala gospoda Aleša Lisca, začela sem obiskovati v bistvu vse te možne seminarje, iskala rešitve na osnovi marketinga, kaj lahko jaz sploh gostinka naredim. Na enem teh seminarjev sem dobila idejo, kako privabiti neke nove kupce. Vsi se zavedamo, da je pridobivanje novega kupca precej draga zadeva. 2 skupini sta mi bili posebej zanimivi. Ena so upokojenci, drugo pa mlade družine. Pri upokojencih se mi je nekako, bom rekla, poklopilo s Sparom, zato ker jaz sem imela gostinski lokal v Spar centru, ker ima Spar 2-krat na mesec 10% popust za njih, mi smo pa potem v bistvu dajali enkrat na mesec. V moji bazi sem imela več kot 80 osebnih telefonskih številk svojih upokojencev, katerim sem en dan prej ali pa isti dan poslala SMS sporočilo, na katerim je pisalo pač vabljeni na kavico, pripravljeno posebej za upokojence. Pri mladih družinah pa sem dobila idejo, da bi recimo pri tistih družinah, ki imajo recimo dojenčke, otročke, ko starši naročijo zase kavico, pa mi njim dali brezplačni malinovček. Malinovček nas ni stal veliko, meni je bilo pa pomembno, da ta družinica pride vsak dan ali pa vsak drugi dan. Pri obeh skupinah sem bila zelo uspešna in si na ta način pridobila veliko število upokojencev in mladih družin, normalno s tem pa novih strank. Američani so imeli v svoji zgodovini malo več teh izkušenj kot mi, in sicer so imeli v 2008 recesijo, potem je bil 11. september, zelo veliko imajo, kot sami veste, hurikanov in sedaj je pač ta recesija, ki jo napovedujejo, nekako 4. in se mi zdi, ker imajo zelo veliko izkušenj, so mi tudi zelo relevantni. Tako da poslušam tiste podjetnike, ki so v bistvu že, da bom rekla, dali vse te stvari čez in se na ta način naučili novih prijemov in novega načina razmišljanja. Skupine ali pa accountability skupine. Mastermind skupine so večinoma pri tistih, bom rekla, coachih,
ali pa pri tistih seminarjih, ki jih kupite in potem se mi kot kupci oziroma se včlanimo v te skupine, kjer eden drugemu pomagamo. Prav tako pa imamo tudi dostop v večini primerov tudi do samega predavatelja. Accountability skupine imajo pa tudi zelo dobro svojo plat, zato ker to so recimo skupine, bi nekako prevedla odgovorne skupine. Se vključiš v to skupino, kjer recimo jaz sem v eni skupini vključena, kjer smo nekaj je Američank notri, Angležinje, ena gospa je iz Afrike, potem eno imamo iz Italije in iz Nemčije in smo v bistvu soodgovorne, kar pomeni, da ena drugi povemo, kaj imamo kakšne cilje imamo recimo v tem tednu ali pa naslednjih 2 tednih in potem ena drugo na neki način kontroliramo, bom rekla, rahlo kontroliramo, pa povemo, zakaj smo nekaj naredili oziroma, če nismo, obrazložimo, zakaj tega nismo pač naredili. Tako da te vključitve zelo veliko pomagajo pri pridobivanju novega znanja, zato ker v vseh teh na različnih seminarjih v bistvu dobimo res ogromno vsebine in včasih ni najbolj jasno, kaj in kako narediti, ali pa pač človek normalno lahko drugače interpretira. Accountability skupine so pa zelo dobre za spodbujanje in kontrolo delovanja. Tretja zelo pomembna točka, na katero se jaz fokusiram, je absolutno posel. Predlagam vam, da si vsak dan določite neke 3 kratkoročne cilje, kaj boste tisti dan naredili. Glede dolgoročnih ciljev, v tem primeru sem razmišljala, da je za mene osebno dolgoročni cilj mogoče neka doba 6 mesecev ali pa do konca letošnjega leta, ker absolutno ne vemo, kako se bo ta situacija obrnila, kaj se bo spremenilo oziroma kaj se ne bo, kakšne bojo navade kupcev, kaj bomo mogli spremeniti in tako dalje. Cilje si določite po metodi SMART oziroma SMARTER. Taki cilji so jasni, smiselni, vam dajo motivacijo, načrt in podporo. Zelo pomembno je, da jih postavite tako, da bodo peljali podjetje v pozitivno smer. Na desni strani tega slajda piše, kaj pomeni ta SMART oziroma SMARTER metoda. Pomeni, da je cilj specifičen, da je merljiv, da je dosegljiv, da je relevanten, da je v nekem časovnem okvirju. 2 meni najbolj ljubi črki E in R pomenita, da se ovrednoti in v bistvu to oceni oziroma pregleda, kaj se je naredilo. Da lažje ocenim, ovrednotim oziroma pregledam, kaj sem naredila in kaj nisem, v ta namen sem si pripravila eno Excelovo razpredelnico. Tukaj vam na tem slajdu prikazuje recimo mesec april. Za ta mesec si določim barvo in vsak pravokotnik mi predstavlja neko stvar, ki je meni pomembna, kjer bi rada pač napredovala. V tem primeru sem si dala zdajle recimo tole roza barvo in če je roza pobarvano, pomeni, da sem to naredila tisti dan, če je rahlo drug odtenek, pomeni, da je bilo narejeno, ampak lahko bi bilo še bolje, bela pa nepobarvan pa absolutno pomeni, da nisem naredila. In zato je meni ta metoda v bistvu bolj pri srcu, ta SMARTER, ker mi je zelo pomembno, da lahko vidim, kaj v bistvu sem naredila, kje napredujem in tam, kjer ne napredujem, se točno vidi, zakaj. Potem pri poslu se mi zdi tudi zelo pomembno, da si določite, kdaj boste delali in kje sploh zdaj v tem času, ko smo doma v bistvu zaprti. Jaz vem, da vsak nima pisarne doma, ampak je zelo priporočljivo, da si naredite nek kotek, v bistvu, kjer boste tam delali in neko uro, 2, 3, pač kakor vam ustreza. Na ta način se boste tudi vi sami počutili bolje in lažje boste stvari izpeljali. Vzpostaviti je potrebno tudi komunikacijo s strankami. Zelo dobro je, če imate neko bazo svojih strank, ali je to prek elektronske pošte, Facebooka, Instagrama, ali v mojem primeru, recimo, ko sem imela telefonske številke in sem lahko jim pošiljala svojim strankam SMS, pa normalno tudi lokal imamo v bistvu Facebook profil. 4. moj dogovor, ki sem ga sklenila sama s sabo, je bil v zvezi z zaposlenimi. Odločila sem se vključiti jih v dogajanje v podjetju, razložiti, kakšne imamo možnosti, kakšni so sploh lahko načrti za naprej. Pripravljena kot vedno prisluhniti njihovim idejam, pokazati, da so del enote in da smo vsi skupaj v tej situaciji.
enostavno biti človek. To je akcijski webinar. Akcija, akcija, akcija. Akcija vas bo popeljala k želenemu cilju. Za trenutek zaprite oči. Zamislite si, da ste dosegli prvi cilj. Kako se počutite? Krasno, mar ne? In tu so naši koraki. Najprej si naredite tedenski urnik in se ga držite. Potem si določite, koliko časa in kdaj boste preživeli na socialnih mrežah in pri pregledu elektronske pošte. Verjemite mi, da so ti lahko veliki kradljivci časa. Tretjič, vodite evidenco. Moja Excel razpredelnica je bila predlog. Četrti korak, ki bo zelo spodbujal rast, je tabla vizij oziroma ciljev. Pridružite se skupini ali pa jo sami ustvarite. In šestič, najdite svoj zakaj. Mislim, da nam podjetnikom naš zakaj ni potrebno iskati. Še zgodba o belem in črnem volku, ki verjamem, da velika večina med vami jo pozna. Na mene je naredila zelo močan vtis. V meni črni volk predstavlja jezo, zamero, slabo počutje in sebičnost. Medtem ko beli pa ljubezen, mir, dobroto, prijaznost in dobro voljo. Vsak izmed nas ima oba volkova. Za rast absolutno potrebujem oba. Včasih pa hranimo enega bolje kot drugega. Odločite se, da ste dovolj dobri, dovolj pametni, da ste dovolj mladi, dovolj stari. Skratka, da zmorete. Ni potrebno, da smo perfektni, nihče od nas ni. Dovolite si vsaj začeti. Dajte sebi največjo priložnost, kar jo zmorete. Nihče ne more bolje prezentirati tebe kot ti. Pomislite, kje ste bili pred nekaj leti, kje ste bili na začetku svoje podjetniške poti in koliko izzivov ste od takrat in do sedaj rešili. Nadaljujmo z gradnjo na tistem, kar smo do sedaj ustvarili. Akcija je recept za uspeh in protistrup za obup.